nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, ki verjetno bo zapisan v slovensko škofovsko zgodovino z zlatimi črkami in bo veljal za najbolj priljubljenega. Gospod Jamnik je bil njegov tajnik in s tem seveda posledično vpet in vključen v vse, kar se je takrat med cerkvijo in v cerkvi sami ter v odnosu do države tudi dogajalo, oziroma porajajoče se države in razpadajoče ene druge države. Treba je reči, da se cerkev takrat ni zbala stopiti na nacionalne okope. Vsi še spomnimo pozivov nadškofa Šuštarja kristjanom, naj vendarle pristopijo k volilnim skrinjicam na dan, ko smo Slovenci prvič svobodno, tajno, večstrankarsko volili. Spomnimo se vsi nadškofovih vabil, naj Slovenci na plebiscitu jasno izrazijo svojo voljo. Predvsem pa se spomnimo mednarodnega poziva in prošnje papežu Janezu Pavlu II. Naj se zavzame za mir in prenehanje prelivanja krvi, ko se je začela agresija Jugoslovanske armade na Slovenijo. Vsi ti njegovi pozivi imajo zgodovinsko težo, še najbolj pa sem bila presenečena nad besedami, ki jih je zapisal 5. dan agresije, torej 30. junija 1991, ko je za rešitev tega, kar se je pri nas dogajalo, zaprosil z zaključnim stavkom: priznajte nas. Pastir, bi lahko rekli, je bil takrat skupaj z svojimi učicami, avtor knjige, dr. Jamnik je bil pa takrat v Pastirjevi neposredni bližini. Dr. Tine Hribar je kmalu po nastanku slovenske države zapisal, da je bila spravna slovesnost v Kočevskem rogu za nastanek naše države ključna. Da smo samo spravljeni za spravno mašo, ki je bila za povojni pobite domobrance poleti leta 90, lahko odšli 23. decembra na plebiscit, tam dosegli tako krasen izid in potem stopali na pot k svoji državi. Če je bila ta spravna slovesnost ključna, je verjetno treba reči, da je bila tudi nadškofova pripravljenost ključna, da smo po tej poti stopili. Gospod Anton Jamnik je bil tudi na večer razglasitve slovenske samostojnosti na Trgu Republike 26. junija leta 1991 zraven. Takrat je nadškof Šuštar, kot se morebiti spomnite, ostal nem. Mikrofon, v katerega bi moral povedati samo par stavkov, ki niso bili skupaj dolgi niti minuto, in zatem blagosloviti lipo, je bil izključen. In ob vračanju domov je nadškof slutil prav, ko je avtorju knjige namignil: težka in zahtevna pot je pred nami. Toda ohraniti je treba upanje, korak za korakom bo šlo. Dragocen zapis očividca in vizionarske napovedi pokojnega nadškofa. Kot sem je že vprašala na začetku, Manica, bo pozoren bralec poleg osvetlitve nekaterih zgodovinskih dejstev našel seveda tudi odgovor na aktualna vprašanja. Jaz bi, da ne bo tako težko padlo za konec, rekla samo to: knjigo je treba prebrati in ob tem upoštevati humoristično načelo: čim več bomo brali, tem kasneje nas bo pobrali. Hvala lepa tudi za napotek v branju. V knjigi so poleg filozofsko-teološkega pogleda na slovensko samostojnost zajete tudi pasti liberalizma, iskanje sodobnega vagabunda na področju vere in etike ter druge aktualne teme. Gospod Žerdin, za katere od teh tem je tista zanimiva za vaše bralce? V zadnjem obdobju ste gospodu Jamniku objavili kar nekaj obširnih člankov v sobotni prilogi. Začel bi na točki, ki je odprl akademik dr. Tronkel, ko je govoril o poplavi informacij.
to poplavo smo dejansko soočeni. Druga plat tega istega fenomena je suša, suša nekih sistematičnih misli. Zlasti gre za sušo sistematičnih misli, ko gre za etično vprašanje. Ko govorim o etičnih vprašanjih, bi dal poudarek zlasti na drugem delu te sintagme, se pravi na besednih vprašanja. Smo v neki situaciji, ko si celo človeštvo zelo dolgo časa ne da ni znalo najti odgovorov, tudi vprašanj se ni znalo postaviti. In pisanje dr. Jamnika jaz razumem prvič kot niz zelo relevantnih vprašanj in drugič kot poskus ponujanja odgovorov. Jaz sem bil ob urejanju člankov dr. Jamnika nekajkrat deležen vprašanj, a se ti zdi, da kako pisanje sodi v sobotno prilogo. Moji kriteriji pri urejanju časopisa so relativno enostavni in niso nikakor vezani na moje osebna prepričanja. Moji kriteriji so prvič, ali je zapisano relevantno, drugič, ali je to zapisano v nekem lepem jeziku, tretji kriterij, ali je zapisano utemeljeno, potem za nameček, ker časopisi vendar ne živijo na trgu in so tej zoprni inštituciji na nek način vendarle podrejeni, mora biti pisanje tudi zanimivo. Ko si odgovorim na ta 4 vprašanja, ne glede na to, ali se s kakšnimi detajli strinjam ali ne, to konec koncev moje pravice in bratniki ne zanima, se odločim, ali gre besedilo v objavo ali ne. Dr. Jamnik je včasih moral nekaj tednov počakati, da je bil potem nekako v dvomih, ali je pri pisanju kakšna težava, nekajkrat moral pojasnjevati opravičujoče, da se pri časopisu pojavlja neka težava, ki se danes v času interneta zdi praktično nemogoča. Časopis ima svojih nesrečnih 32 strani, na teh 32 strani gre natanko, si bom zmislil, 400.000 črk in nič več. Če slike zmanjšamo, gre pa 450.000 črk. In zaradi tega je nekajkrat vljudno vprašal, kdaj pa bo. Ampak potem je bil toliko bolj zadovoljen, ko je besedilo bilo objavljeno. Da sklenem, kaj v današnjem času poplave informacij manjka? Manjka osmišljanja. Če tudi pri tem osmišljanju ne gre za ponujanje dokončnih odgovorov, pač pa za iskanje. Mogoče smo tukaj z dr. Jamnikom na nek precej oddaljen način sorodnika. On samega sebe predstavlja kot romarja, vagabunda, jaz kot roker, sem navijač popevke, zdaj največ tako rosno mladega rokerja Iggyja Popa, ki je prepeval o Passengerju, in ta Passenger, vagabund, romar, pravzaprav vsi trije nekje iščejo odgovore, postavljajo se vprašanja in časopisni prostor je vendarle ob knjižnem prostoru, tukaj upravičujem kolegici z televizijskega medija, morda najbolj primiren za to, da to iskanje opravljamo, a ga opravljamo dobro ali ne, tukaj boljš ve naše občinstvo, ker pa počnem, vsaj jaz pa počnem v najboljši veri, da
so vsaj vprašanja, ki so zastavljena v časopisu, pravilna. Hvala lepa. Gospod Janez Juhant, kot ste zapisali, je pričujoče delo sad večletnega zorenja in snovanja filozofa, duhovnika in škofa Antona Jamnika, ki se v svojih spisih posveča vprašanjem življenja in preživetja človeka in družbe danes. Nam lahko predstavite vsebino knjige in kako vi vidite filozofa Jamnika? Nenazadnje ste bili vi med drugim tudi njegov somentor pri doktoratu. Ja, v tem časom tudi že kar leta sodelujemo, tako da, kar se tiče poznanstva, seveda kolikor se vedno je treba upoštevati, da je človek skrivnost, ker se pač ukvarjam s človekom, sem prepričan, da je človek vedno v iskanju sam svoje podobe, še težje to podobo iščemo in najdemo drugih pri drugih, tako da je to zaželjeno, vendar seveda ob tolikih letih sodelovanja najprej bi izrazil veselje. Sicer sem nekaj napisal na listu, si tam lahko tudi pristaši medijev, člani medijev vzamete. Začel bi s tem, da sem pač vesel kot predstojnik katedre za filozofijo, da imamo med ostalimi člani, ki sem prav tako dejavnik tudi gospoda Jamnika, ki pridno piše, predava in sodeluje, in ta knjiga je seveda sad tudi tega njegovega razmišljanja, pisanja in predavanja. Druga stvar, vesel sem, da je knjiga išla s takim naslovom. Vsi, ki se ukvarjamo z etiko, že profesor Trontelj, akademik Trontelj je izrazil, da je to najbolj danes ključno vprašanje. Mislim, da o tem ni dvoma in tudi danes večer, ko bomo poslušali Hansa Kinga v Mariboru, pa jutri ustanovljeni svetovni etos Slovenije v Mariboru, bomo razmišljali o teh vprašanjih. Skratka, vse te zadeve kažejo, da smo ravno na tem področju na trhlih nogah, akademik Trontelj je to izpostavil, tudi nekateri drugi sogovorniki že danes. In seveda vedno je tako v človeškem življenju, kadar nam trda prede, potem se začnemo bolj ukvarjati s tistimi zadevami. Tudi starše, kadar jih izgubimo, takrat pravzaprav še bolj začutimo, kako smo jih imeli radi ali pa kako jih morda nismo vprašali vsega, kar bi jih lahko, pa smo zamudili marsikatere priložnosti. Nekako tako je z vsemi zadevami človeškega življenja. In zato je seveda etika tisto področje, kateremu se bomo v prihodnost morali najbrž še veliko bolj posvečati. Jaz osebno, in tu bi rad dal pa glavni poudarek, da ne bom predolg, ker seveda imam kot zadnji možnost, da tudi morda kakšne stvari, ki ste jih omenili, še dodatno dopolnim. Mislim, da je eno izmed ključnih vprašanj sodobnega človeka, to je tudi vprašanje svetovnega etosa. Hans King in mnogi drugi, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem etosa, poudarjajo, da je pač potrebno iskati nek skupni etos, ki zadeva ali ki je skupen vsem religijam, ki je tudi neke vrste temelj vseh izročil človeštva in ki naj bi bil tudi danes temelj. Jaz osebno se pa vedno sprašujem, da vsakdo izmed nas pa rabi neko osebno pot do tega etosa. To se pravi, etos kot neka osebna drža, ki mi pomaga, da shajam sam s seboj, da shajam z drugimi, ki skupaj živimo, da potem shajamo tudi kot tako kompleksna oziroma zapletena svetovna skupnost, kot smo ljudje danes v tem globalnem svetu. To je pa seveda zelo zahtevna zadeva in mislim, sam osebno, da zato človek potrebuje neko osebno pot, ki pa rabi neke globlje korenine. Zato, ne glede na to, ali je kdo veren, ali je pristaš te ali one religije, ima po mojem vsakdo neko osebno pot, ki je poglobljena z nekimi osebnimi uvidi, ki imajo neko presežno
naravnanost. Ta presežna naravnanost pomeni, da jaz v svojem delovanju ne gledam nekako samo pred seboj, vse to, kar imam, ali iz rok v usta, kakor je to tudi znamenito načelo liberalnega sistema, ali tudi recimo, da lahko vse gre, kakor je tudi ena izmed sodobnih slogan, ena izmed sodobnih leporečij, bi rekel, sodobnega sveta, da vse gre, ampak da imam v svojem delovanju neke dolgoročne cilje. Zato pa seveda človek rabi globlje utemeljitve in prepričan sem, da si te ne da sam. Človek si tega ne more sam dati. In mislim, da je v Jamnikovi knjigi to zelo jasno mogoče odkriti, da so globlje korenine. Tukaj seveda gre tudi za eno izmed zelo pomembnih, pa morda ali žal zaradi naše polpreteklosti tudi spornih vprašanj slovenske zgodovine. Mislim, da je glavna zadeva naše sprave in tudi našega sodelovanja ravno v tem spoznanje, kaj so pa tiste temeljne vrednote, tisti temeljni etos slovenskega naroda ali, če hočete, naše slovenske države. In nekateri ste že izpostavili, kako so te zadeve kompleksne, kako so se tudi pokazale v najodločilnejših trenutkih, kako so pravzaprav bili tudi marsikateri ljudje izkoriščani in seveda v nekem smislu tudi niso dobili tistega odmeva, kar bi pravzaprav človek pričakoval ali kar bi tudi drugi pričakovali. Seveda, vedno pa je tudi tako, če smo etična bitja, če smo ljudje etosa, če imamo globlje korenine, potem se zavedamo tudi, da je naše sporočilo ponudba, ki je ranljivo, ki ga lahko tudi vsakdo izkoristi, vendar to pa je tisto, kar prinaša življenje. Mati, ki da življenje svojemu otroku, ne more nikoli pričakovati, da bo za to nagrajena od samega otroka, ampak samo lahko upa, je lahko prepričana, da je to tisto dobro, ki ga v največji meri lahko da temu novemu bitju in s tem tudi svetu in s tem seveda tudi prinaša novo upanje. In mislim, da so to tisti temelji, v katerih moramo iskati tudi skupno pot. Mogoče še ena beseda o naši krščanski zgodovini in tudi v zvezi s osamosvojitvijo. Tukaj sem napisal, imel sem priliko v 90-ih letih, da sem se srečal tudi z nemškim kanclerjem Kohlom na enem izmed katoliških shodov in tam je rekel v pogovoru, da smo lahko hvaležni, da imamo krščansko demokracijo. Jaz ne bi tega napenil, ampak mislim, da je pa na nek način vendarle dobro to tudi omeniti. Namreč v tem smislu, ko gledamo tudi na našo državo, ko tudi v zadnjem času razmišljamo določene stvari, je prav, da se zavedamo, da je tudi ta država v veliki meri, kljub temu, da se to tako ne vidi, da se morda ljudje niso trkali na prsi, pa vendar je ta krščanska dediščina v veliki meri omogočila, da je prišlo do osamosvojitve tudi s tem, da so mnogi krščanski ljudje v preteklosti v času revolucije dali svoje življenje za to državo ravno iz krščanskega prepričanja. Potem, da so mnogi krščanski ljudje vztrajali ravno zaradi svoje vere in nekako s tem dali tudi, bi rekli, najbolj trden substrat, kakorkoli ga ocenujemo in kakorkoli je bil tudi ta ranljiv in kakorkoli se zaradi tega ni potrebno, da bi se v cerkvi trkali na prsi, ampak to je bilo tisto, kar je dalo neko alternativo drugačnemu življenju in tudi, če gledate konkretno, politično, zgodovinsko, eno izmed pomembnih srečanj je bilo recimo srečanje članov Slovenske ljudske stranke v Zdomstvu, v Štamsu na Tirolskem, kjer so tudi mnogi naši predstavniki, ne samo krščanske demokracije, ampak tudi drugi, ki so potem odigrali pomembno vlogo v osamosvojitvi Slovenije, dobili nekako prve spodbude, pa tudi nekako politične napotke, če zelo preprosto govorim, in seveda s tem tudi možnosti, da so se vklopili v mednarodne povezave,
krščanskih političnih strank ali krščanskih demokracij. In seveda vse to govori, to so tudi zadeve, o katerih govori kolega Jamnik pri tej knjigi, so pa zadeve, o katerih bomo najbrž morali v prihodnosti še veliko bolj razmišljati, ne zato, kakor mnogi ali pa kakor bi kdo hotel poudariti, češ, da se bo zdaj pa cerkev postavljala, da se bo postavilo krščanstvo, ali jaz sem daleč od tega, da bi to idealiziral na določeno formo, na določene ljudi, ampak brez dvoma je pa za Slovence izjemno pomembno, da ta rešitev ni možna brez nekega etičnega temelja, ki ga pa krščanstvo brez dvoma ponuja nam vsem, najprej nam v cerkvi, potem pa vsem ostalim, in mislim, da veliko tega lahko tudi ob branju Jamnikove knjige odkrivamo in želim, da bi pripomogla k tem procesom. Tako bo tudi veliko storjenega na poti sprave, na poti tudi reševanja krize, v katero smo še posebej vpeti tudi Slovenci. Ta kriza, kako mnogi poudarjajo, že tudi o tem govoril, ni kriza predvsem gospodarskih, finančnih in drugih zadev, ampak je kriza človeka, njegovih vrednot, njegovih temeljev, njegovih izvorov. In tu seveda so zadeve veliko bolj občutljive, veliko bolj zahtevne, predvsem pa terjajo našo zavzetost in mislim, da seveda tudi poglabljanje in k temu bo tudi pričujoča knjiga kolega Jamnika prispevala. Hvala lepa.